Po napadu Baričevičevih bulmastifov marca 2006 so pristojni dovolili, da se pse lastniku vrne. Na podlagi te odločitve niso samo odgovorni in krivi za smrt lastnika psov, pač pa tudi za smrt vseh tistih psov, ki se jih bodo ljudje nezakonito znebili, ker jih je strah, vseh tistih, ki bodo zastrupljeni, ker vlada vsesplošna nerazsodnost in nerazumnost, ter seveda vseh tistih, ki bodo usmrčeni v zavetiščih, ker se bodo posvojitve ustavile. Upamo, da ne bo edini rezultat tragičnega dogodka 2. februarja na Oražnovi ulici evtanazija psov in dodatne določbe v zakonu o zaščiti živali, ki bi ščitili le ljudi pred psi, pač pa da bodo v resnici vsi odgovorni čutili posledice svojega malomarnega in nekorektnega dela. Ob iskreni zgroženosti nad dogodki in njihovim potekom v primeru bulmastifov in njihovih dveh zdaj že pokojnih lastnikov na Oražnovi ulici nas je dodatno presenetila izjava generalne direktorice dr. Vide Čadonič Špelič, v kateri je obvestila javnost, da suma na kaznivo dejanje, torej mučenje omenjenih psov ni, da je bila obdukcija, ki smo jo zaradi špekulacije o zlorabljanju psov tako zelo težko čakali, samo običajen in predpisan postopek in čisto nič drugega. Zato smo na društvu naslednji dan, 11. februarja, na podlagi izjav dr. Vide Čadonič Špelič podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca v primeru tragičnega dogodka v izogib uničenju dokazov sežigu trupel psov. Zatem so prišli na dan izsledki obdukcije, ki so kazali na fizično zlorabo psov. Nadalje smo se v društvu priključili akciji z namenom, da bomo javno protestirali zoper nešteta sprenevedanja, ki smo jim priča v zadnjem času. Zanima nas, kdo je odgovoren, da so bili kršeni veljavni zakoni, v imenu česa so nas izpostavili nevarnim psom, kdo je kriv, da nihče ni opazil, čemu so bili psi izpostavljeni. Zato vas pozivamo, da nas podprete v iskanju odgovorov, da se pridružite našim aktivnostim in da sami javno poveste, da želite odgovore. Javno se lahko opredelite tudi z nošenjem majice, ki jo lahko naročite na naši spletni strani s pozivom Pričakujemo odgovore, zahtevamo odgovornost. Simbolična majica je obenem tudi spomin na tako imenovane zveri, ki so to postale po krivdi ljudi. Vsled dogodkom, kateri se odvijajo od 2. februarja dalje, smo ljubitelji živali, lastniki in skrbniki psov in drugi osveščeni državljani pripravili peticijo, s katero želimo izraziti naše nasprotovanje sprejetju novega zakona o zaščiti živali. Spreminjanje zakona v tako čustveno nabitem ozračju namreč ne bo prineslo dobre zakonodaje. Peticijo bomo naslovili na Državni zbor kot dokaz interesa širše javnosti. Računamo pa na to, da bodo sporočilo peticije slišali tudi v strankah, strokovnih telesih in raznih interesnih skupinah, ki utegnejo ta hip že pripravljati svoje predloge sprememb zakona. Poleg tega pričakujemo transparentno preiskavo vseh dogodkov, ki so pripeljali do tragičnega dogodka na Oražnovi ulici v Ljubljani in odgovornost vseh, ki so pripomogli k tragičnemu dogodku. Javno se torej lahko opredelite tudi s podpisom peticije, ki poziva k treznemu in premišljenemu spreminjanju zakonodaje. Podpisi se zbirajo do vključno 28. februarja. Če vam je mar vaša prihodnost kot ljubiteljev in skrbnikov živali in če ne želite, da za malomarnost in napake odgovornih plačujejo predvsem naše živali, potem prosim povejte to s svojim podpisom. Peticijo najdete na spletni strani Društva za zaščito živali Ljubljana, vse osveščene državljane pa vabimo na stran pobude, ki jo najdete na naslovu www.dzz.si/pobuda, ki predstavlja vse slovensko akcijo, v katero se lahko vključi vsak osveščen državljan. Na strani pobude najdete ažurne informacije, peticijo, majice, javna vprašanja ter več informacij o protestnem shodu, ki je planiran za prvo soboto v marcu.